Danes v Pomurskem dnevniku. Na vinariumu mrgoli obiskovalcev. Bistveno več žensk dočaka 100 let kot moških. Pomurski dijaki za 3 tedne na Tenerife. Migrantov ni, a šotori ostajajo. Vreme jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Lendavski razgledni stolp Vinarium, med turisti znan tudi kot prekmurski Eifflov stolp, postaja vse bolj priljubljena destinacija za družinske izlete ali prijateljska druženja ob kozarčku vina. Ob koncih tedna in lepem vremenu tam že v zgodnjih dopoldanskih urah mrgoli obiskovalcev in tudi minula nedelja ni bila izjema. 42 metrov visok jekleni gigant ob koncu tedna že v dopoldanskih urah privabi množico obiskovalcev. Vstopnice gredo za med. Nato pa peš po 240 stopnicah ali enostavno z dvigalom do razgledne ploščadi. In odpre se zeleni razgled na 4 dežele. Čisto tam dol vidi. Na ploščadi najdemo turiste, ki uživajo v razgledu in se veselo fotografirajo. Lepo se še vrnemo, zelo zanimivo. Tako da res lepi razgledi, lepo vreme, točno se veš, kaj vidiš, kaj gledaš. Naslednji teden se vračamo z našimi otroci in jih bomo pripeljali, da še oni vidijo. Pa pestra vinska ponudba in pristna domača hrana. Langoše na 3 načine, z česnom, kislo smetano, sirom ali vse 3 variante naenkrat, potem perece, ocvirkove, pogačice, kifelčke, namreč kvašene semeni, lendavsko gibanico, zavitke, reteše mi po domače rečemo, bučne z makom, skutine jabolčne s gozdnimi sadeži. Lendavski stolp je zanimiva izletniška točka za družine, pohodnike in kolesarje, pa tudi večje skupine z avtobusi. In večini ni težko odšteti nekaj evrov za vstopnino. Ni problema, če je stvar lepo, če je urejeno, če stvar štima, da ni problem. 7 evrov ni v bistvu, 14 evrov je družinska karta, tako da zdi se nam drago, absolutno ne. O tem priča tudi visoko število obiskovalcev. V lepšem vremenu jih pride tudi tam nekje do 1000 oseb oziroma med 1000 in med 500 in 1000. Ko so slabši dnevi, pa pač beležimo slabši obisk. Od septembrskega odprtja stolpa so tako zabeležili že več kot 40 000 turistov, kar že presega poslovni načrt občine za 1 leto. Jaz osebno sem te rezultate pričakoval, rečem, bilo pa veliko glasnih skeptikov, ki tega niso pričakovali. Pred nami je še nekaj mesecev, da te rezultate krepko presežemo in seveda vsi skupaj smo zadovoljni. Mogoče moje zadovoljstvo manjše na tem segmentu, da mogoče lokalno prebivalstvo še ni čisto dojelo in ne izkorišča dobro teh priložnosti, torej dalo bi se veliko več. A zato je potreben čas, ki ga Lendavske gorice s takim obiskom zagotovo imajo. V Sloveniji živi kar 236 stoletnikov, od tega le 33 moških in 203 ženske. Moški namreč v povprečju umirajo mlajši, kar pa velja za skoraj vse države sveta. Odpravili smo se na Murskosoboške ulice in mimoidoče povprašali, zakaj ženske živijo dlje kot moški. Poglejmo, kaj so povedali. Zakaj ženske živijo dlje kot pa moški? Ja, zato, ker so bolj trdožive, bolj odporne, bolj vztrajne, kot moški, ne. Po navadi 3 vogale podpirajo, ne. Moški pa prej obuj plejo, ne. Zavol toga, ker znamo več prenesti, kot moški. Več navol, več vsega znamo prenesti, ker so moški bolj šibki. Jaz mislim zato, ker ženske fejs trpimo, pa fejs delamo, pa to nam moč davlja, ker te duže živimo. Moški se pa tako šalabajzajo. Kaj duže živijo? Ja. Pa jim Bog še ide. Znamo bolj za sebe poskrbeti, kot moški. Moški so, verjetno se ne kujejo tako, pa ne vem. Nemajo tega kot tistega, pa znamo same živeti. Pa ne tulimo za moškimi. En moški je najvreden ene skuzane. Mogoče narava, takšna bolj na žensko deluje. Verjetno je narava napravila ženski organizem tak, ko se lejko regenerira, večkrat mogoče, in že kot dekleta oziroma kot novorojenčice so bolj krepke, bolj se znajo boriti za življenje in to se prenaša potem v, ne bomo rekla neskončnost, ampak naprej. Zato, ko so bolj lepe,
pa pridne. Mi pa smo bolj tako, kot moški mora biti, ne. Preteklo nedeljo je 16 dijakov Ekonomske šole Murska Sobota srečno prispelo na Tenerife na Kanarskih otokih. To je že tretja skupina dijakov te šole, ki bo v okviru mednarodnega projekta Erasmus+, kar 3 tedne preživela v tujini. V tem šolskem letu je bilo že 5 dijakov programa Logistični tehnik na Malti, 10 dijakov programa Ekonomski tehnik v Bragi na Portugalskem in 8 dijakov Ekonomske gimnazije na Tenerifih. Dijake spremljata učiteljici Cvetka Gomboc-Alt in Darja Horvat. Nastanjeni so v hotelu Paz Azul Tenerife, izobražujejo pa se na področju spletnega trženja pod mentorstvom tamkajšnjih marketinških strokovnjakov. Poleg obveznosti imajo organizirane še strokovne ekskurzije in oglede raznih znamenitosti, krajev in okolice, kjer bivajo. Domov se vračajo 30. aprila v poznih večernih urah. Njihove aktivnosti pa lahko spremljate tudi na njihovem blogu. V nastanitvenem centru Šentilj bo odslej prostora le še za okoli 600 prebežnikov, saj Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preko pogodbenih izvajalcev v teh dneh opravlja demontažo nastavitvenih kapacitet na zgornjem platoju centra. Na nekdanjem mejnem prehodu pa ostanejo vsi namestitveni objekti ter ostala infrastruktura za oskrbo migrantov. Namestitveni center Šentilj je v tem trenutku prazen. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa vzdržuje stanje pripravljenosti. Po navedbah uprave je prav tako prazen sprejemno-namestitveni center Lendava, ki ima zmogljivosti za namestitev 600 prebežnikov. Obrambno ministrstvo je sicer ta teden podaljšalo koncesijo za najem šotorov v sprejemnem centru Lendava podjetju Expo Biro. Po navedbah obrambnega ministrstva skupna vrednost naročila šotorov znaša nekaj več kot 76.000 evrov. Časa prihoda in števila migrantov po oceni obrambnega ministrstva ni mogoče vnaprej predvideti. Ker so šotori že postavljeni in se uporabljajo za sprejemne in namestitvene centre migrantov, kjer je potrebna 24-urna zagotovitev šotorov za začasno namestitev, zamenjava z drugim ponudnikom oziroma odstranitev teh v trenutnih razmerah ni mogoča. Zato se je za lokacijo v Lendavi, ko daje ponudbe, povabilo podjetje Expo Biro, ki že sedaj šotori zagotavlja 24-urno nastanitev, so še navedli na obrambnem ministrstvu. Policija je v zreškem podjetju Svati Komet v pošiljki naročenega blaga, ki ga uporabljajo v proizvodnji, našla okrog 100 kg kokaina. Kot so pojasnili v podjetju, se je droga nahajala v kontejnerju s korundom, ki so ga pripeljali iz Luke Koper. V njem pa so odkrili 5 potovalnih torb, napolnjenih z neznanim belim prahom v zavojčkih. Pri količinskem prevzemu, kjer vzorčijo vsako pošiljko v tovarno pripeljanega korunda, so skladiščniki ugotovili, da gre za neobičajni dodatek v vrečkah z brusnimi zrni, odgovorni pa so takoj obvestili vodstvo družbe ter policijo. V 5 velikih vrečah je bilo namreč prav toliko potovalk, ki so skupaj tehtale 120 kg, v njih pa je bilo za 100 kg zavojčkov belega prahu. Vse so predstavniki podjetja predali policiji, ki se že ukvarja s preiskavo nenavadne snovi in njene poti, predvsem pa kako se je znašla med korundom. Odkritje belega prahu, ki naj bi bil kokain med korundom, je podobno odkritju šivanke v senu, so odkritje še komentirali v podjetju, ki je od začetka letošnjega leta v lasti ameriške korporacije Wheeler. Kot poroča spletni medij sobotainfo.com, naj bi se Lendava potegovala za enega najprestižnejših evropskih projektov. Mesto želi kandidirati za Evropsko prestolnico kulture, kar je razvidno iz vabila na dogodek, kjer bodo očitno med drugim predstavili tudi aktivnosti priprave za kandidaturo na Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Več o tem, kdo jim lahko zmeša načrte, preberite na sobotainfo.com. Zdaj pa sledijo kratke novice.
Vse kaže, da bo april vseeno pokazal svojo pravo naravo. Čaka nas namreč nekaj oblačnih dni, a že vikend bo znova razmeroma jasen. Poglejmo torej vremensko napoved. Danes smo imeli jasen in sončen dan. Opoldne ste v Murski Soboti in Radencih namerili 20 stopinj Celzija, v Krinskem parku Goričko 17, v Lendavi pa 21 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno s padavinami, predvsem v južni Sloveniji bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal severni veter, popoldne se bo od zahoda postopno zjasnilo, a bodo še nastajale posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija. V naših krajih bo dopoldne oblačno s stopinjami od 9 do 10 stopinj, popoldne bomo imeli prav tako oblačno vreme, stopinje pa se bodo dvignile od 17 do 18 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo zmerno oblačno in vetrovno. Temperature se bodo gibale od 4 do 21 stopinj v petek in od 10 do 22 soboto, ter v nedeljo od 12 do 25. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin si oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si, kjer lahko spremljate vse ostale oddaje in si ogledate prispevke, ki ste jih zamudili. Lep večer še naprej in nasvidenje do jutri.